Pozdravljeni v oddaji Pregled tedna. Poglejmo si, kaj se je ta teden dogajalo v slovenski Istri in širše. Mestna občina Koper je zaključila približno 1 milijon evrov vredno ureditev zadrževalnika vode na Semedelski Bonifiki. Objekt bo varoval nižje ležeče dele primestja in mestnega jedra pred poplavami, okolica pa je preurejena v parkovno površino za občane in obiskovalce. Zadrževalnik ni nov, temveč predstavlja razširitev in posodobitev že obstoječega zbiralnika. Na tem nizko ležečem območju je voda že prej zastajala v 2 bazenih, ki pa zaradi vse pogostejših in močnejših padavin niso več zadoščali. Ob velikih nalivih je na Semedelsko Bonifiko iz mestnega jedra in okoliških hribov pritekalo preveč vode, kar je povzročalo poplave na območju Olma, Semedele, hitre ceste, športno-rekreacijskega centra Bonifike, Semedelske promenade in v centru mesta. Novi zadrževalnik, ki ima prostornino 21.700 kubičnih metrov in povprečno globino 3,3 metra, bo pomembno zmanjšal poplavno ogroženost. Projekt je zasnovan tako, da še naprej omogoča dotok in odtok padavinske vode iz zahodnega dela območja ob ulici 15. maja proti kanalu Grande. Del ureditve je tudi posebna fontana, ki s prezračevanjem vode preprečuje neprijetne vonjave v stoječem bazenu. Okolica zadrževalnika je vzpostavljena kot urejena parkovna površina. Med objektom in bližnjim kolesarskim poligonom poteka razgibana in osvetljena sprehajalna pot s klopmi in koši za odpadke. Površine ob poti so ozelenjene, zasajene z dodatnimi drevjem in grmovnicami. Zadrževalnik pa obdaja tudi aleja več kot 70 zimzelenih hrastov, ki jih je občina presadila z območja pri parkirni hiši Sonce, 7 pa še ob prenovi tržnice. Mestna občina Koper bo tudi v letu 2026 objavila razpis za omilitvene ukrepe, s katerimi želi zmanjšati vplive emisij iz pristanišča. Za sofinanciranje bo na voljo 320.000 evrov, kolikor vsako leto prispeva Luka Koper po dogovoru iz leta 2023. Razpis bo objavljen v drugi polovici januarja, sredstva pa bodo namenjena nepovratnim spodbudam za zamenjavo ali obnovo stavbnega pohištva, fasad, strešne izolacije, prezračevalnih sistemov in klimatskih naprav. Najšibkejši občani bodo lahko prejeli tudi do 100% subvencijo. Do sredstev bodo upravičeni lastniki objektov na območjih, ki jih razpis opredeli kot najbolj izpostavljena vplivom pristaniške dejavnosti. Tako kot doslej bo ključni del prijavne dokumentacije tudi kulturno-varstveno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenija, območne enote Piran, saj velik del mestnega jedra spada v varovano območje. Občina zato poziva potencialne vlagatelje, naj soglasje pridobijo pravočasno, saj brez njega vloga ne bo obravnavana kot formalno popolna. S programom omilitvenih ukrepov Koper prebivalcem najbolj obremenjenih mestnih območij omogoča izboljšanje bivalnih razmer in hkrati prispeva k ohranjanju kulturne dediščine, zaradi česar ostaja to ena njegovih stalnih razvojnih usmeritev. Včeraj so v Mali Lodži v Kopru otvorili razstavo z naslovom Palača Debeli, Casa Grande se vrača Koprčanom. Pripravili so jo Pokrajinski arhiv Koper, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območna enota Piran in znanstveno-raziskovalno središče Koper. Avtorji razstave so Nada Čibej, Mojca Marjana Kovač in Tilen Glavina. Znanstveno-raziskovalno središče Koper je leta 2023 prevzelo formalno pobudo za celovito rekonstrukcijo in spremembo namembnosti Palače Debeli, ki stoji na Cankarjevi ulici 9. Cilj projekta je ohraniti in obnoviti pomemben kulturni spomenik lokalnega pomena ter vzpostaviti sodoben, trajnostno zasnovan sedež raziskovalnega središča. ZRS Koper želi v luči skrbi za okolje in svoje družbene odgovornosti poudariti valorizacijo in pomen odkritih arhitekturnih in umetnostnih prvin tega renesančnega bisera v starem mestnem jedru. Palača je sicer nastala v drugi polovici 16. stoletja in je bila od nekdaj v lasti koprske plemiške družine Debeli, ki je po rodu iz Trsta.
Iz te družine so izhajali razni pravniki, literati, tudi cerkveni dostojanstveniki in vojaški poveljniki v službi Beneške republike. Družina je bila sprejeta v koprski veliki svet leta 1428 in je plemiški naziv potem dobila leta 1431. Konec 19. stoletja je bila v palači županska pisarna, ko je bil med leti 1870 in 1874 župan Kristofo Debeli, nato pa še njegov sin Nikolo, ki je zadnji znani potomec te plemiške koprske družine. Palača je imela v povojnem obdobju, torej od 50 let dalje, stanovanjsko funkcijo, med lokalnimi prebivalci je bila znana tudi kot bosanska ambasada. Zavod Modri december, ki skrbi za spodbujanje zavedanja o avtizmu in Aspergerjevem sindromu, je nedavno praznoval 10. obletnico obstoja. Zagotovo je prelomnica v času po covidu, oziroma že v času covida, ampak predvsem pa po covidu, ko smo bolj razširili dejavnosti za in z osebami z avtizmom, ker v prvih letih našega delovanja smo se pretežno ukvarjali z izobraževanjem in usposabljanjem, tako strokovne kot laične javnosti. Medtem ko zadnjih 5-6 let pa več delamo tudi z osebami z avtizmom oziroma za njih. Zavod želi z izobraževanjem, izmenjavo praks ter povezovanjem ključnih akterjev postati osrednji center s pomembnim socialnim vplivom na področju avtizma in Aspergerjevega sindroma. Njegov cilj je ustvariti varen prostor za dvig zavedanja ter spodbujati prepoznavanje in razvoj potencialov oseb z avtizmom. Zavod si prizadeva zagotoviti ustrezne obravnave, izobraževalne možnosti in aktivno vključevanje teh oseb v družbo, pri čemer sodeluje z različnimi organizacijami doma in v tujini. Obenem posveča pomembno vlogo tudi krepitvi strokovne usposobljenosti kadrov na tem področju. V našem zavodu podpiramo osebe z avtizmom v vseh 3 starostnih obdobjih, torej za otroke, mlade in odrasle imamo programe. Seveda so odvisni od starosti, zagotovo pa največ pozornosti polagamo individualni in skupinski podpori, obravnavi, vodenju, svetovanju, ki jo osebe z avtizmom potrebujejo, predvsem mlade in odrasli, in pa seveda njihovi starši. Ob jubilejni obletnici pa so v sredo v prostorih študijskega centra Šoup na Čevljarski ulici v Kopru slavnostno odprli prenovljeno modro sobo, namenjeno izvajanju aktivnosti za osebe z avtizmom. Modra soba je v bistvu samo prenovljena bivša pisarna. Otvarjamo jo pa zato, ker v bistvu z današnjim dnem odpiramo modro sobo z namenom, da se lahko mladi in odrasli z avtizmom dnevno družijo tu v neformalnem druženju, torej da prostor nima programa v teh dneh, ampak je preprosto, oni temu rečejo safe space, torej varen prostor za druženje v miru, v nekem podpornem okolju, kjer so med sebi enakimi, kjer se lahko podpirajo, družijo. Skratka, tako da modra soba je v bistvu nov prostor za njihovo vsakodnevno druženje v popoldanskem času. Podatki o prevalenci oseb z motnjami avtističnega spektra se ne razlikujejo od tistih drugod po svetu. Glede na svetovne statistike bi torej v Sloveniji bilo približno 20.000 ljudi, ki imajo katero izmed motenj avtističnega spektra. Zagotovo lahko rečemo, da spremembe so bile narejene, zagotovo tudi na računu vseh nas, ki delamo na področju avtizma v Sloveniji, ne samo v Kopru. Kar pa bi si morda želela pa je, da na avtizem pogledamo bolj z vidika potenciala kot z vidika problema. Ker dokler mi na avtizem oziroma osebe z avtizmom vidimo kot problem v naši družbi, potem težko za njih bodi si organiziramo stvari, bodi si jih bolj vključujemo v našo družbo. Če jih pa vidimo kot potencial, ker nekateri so res izjemni potenciali, potem se odprejo čist nova druga vrata in nov svet. V prihodnje si v zavodu Modri december prizadevajo krepiti svojo kadrovsko ekipo ter razširiti strokovno podporo, hkrati pa bodo v prihajajočem letu odprli vrata tudi prostovoljcem, ki želijo prispevati k njihovemu poslanstvu. Ljudska univerza Koper uvaja projekt Karierni plac, karierni center za mlade plus, namenjen otrokom, mladostnikom in mladim odraslim od 6. do 29. leta starosti, ki iščejo svojo izobraževalno ali karierno pot.
Center nudi podporo pri odločanju o izbiri šole, poklica in nadaljnjega izobraževanja, obenem pa pomaga tudi tistim mladim, ki niso zaposleni in se več ne izobražujejo. Ja, karierna orientacija je področje, s katero se prej ali slej hočeš nočeš sreča vsak med nami. Zato pa tudi zaradi številnih odzivov iz okolja smo prepričani, da je projekt, ki ga začenjamo, izjemnega pomena za našo regijo. Pomembno je, da vsak otrok dobi priložnost, da se spozna s svojimi potenciali, z nekimi vrednotami, ki so mu pomembne, in s priložnostmi, ki mu jih ponuja naš trg dela. V Kariernem centru za mlade plus verjamemo, da se v vsakem otroku, mladostniku skriva potencial, talent. Včasih samo potrebuje več raziskovanja, morda tudi podporo, pomoč, da to odkrije. In ravno zato smo na voljo v Kariernih centrih za mlade plus. Pokrivamo celo Slovenijo, zahodno kohezijsko regijo in vzhodno kohezijsko regijo, lahko najdejo enote, kjer smo na voljo za delavnice, za individualna svetovanja, predavanja za starše. Imamo tudi veliko zanimivih orodij, s katerim se lažje približamo mladim, od VR očala, sob pobega, potem imamo na voljo izumitelja poklica prihodnosti, tako da lahko spoznavajo poklice sedanjosti, poklice prihodnosti, odkrivajo svoje kompetence, odkrivajo sebe. Hkrati se mi pa zdi zelo pomembno, da v lokalnem okolju povezujemo šole, deležnike, druge inštitucije, starše in na ta način lahko otroci spoznavajo tudi poklice v realnem delovnem okolju, recimo organiziramo job shadowinge, dneve odprtih vrat, tako da, ko vstopajo na trg dela, imajo že prave informacije in izbirajo karierno pot. Jaz velikokrat rečem, izberite tisto pot, kjer vam zaigra srce. V okviru projekta mladim omogočajo individualno in skupinsko karierno svetovanje, pregled možnosti vpisa na srednje šole in fakultete, pa tudi informacije o zahtevah za posamezne programe. Poseben poudarek namenjajo prepoznavanju interesov in kompetenc ter razumevanju zaposlitvenih trendov, vključno s predstavitvijo deficitarnih poklicev in poklicev prihodnosti. Med skupinskimi aktivnostmi bomo izvajali vse tiste aktivnosti, ki smo jih izvajali že v preteklem projektu, torej spoznavanje poklicev, vrednot, nekako spoznavanje teh poklicev prihodnosti, potem odkrivanje samega sebe, nekih svojih talentov, pa obiski pri delodajalcih, karierni zmenki z delodajalci in še mnogo drugih reči. V načrtu imamo tudi izvedbo talentarija oziroma pripravo talentarija, tako imenovanega. To so mobilne postaje, na katerih se preizkusijo udeleženci oziroma otroci pri tem, da odkrivajo neke svoje talente. Poleg tega bomo imeli na voljo tudi individualna svetovanja, zelo tako poglobljena, usmerjena na posameznika, tako da se lahko ena na ena sooči s tem svojim izzivom in mu pri tem karierni svetovalec tudi pomaga. Poleg tega bomo imeli tudi delavnice, predavanja za starše in pa seveda tudi bomo organizirali razne dogodke na podjetjih, morda dneve odprtih vrat in še marsikaj. Projekt je za obalno-kraško regijo izjemna pridobitev, saj bodo do leta 2029 izvedli preko 220 kariernih delavnic in predstavitev poklicev za mlade, ki se bodo lahko udeležili še sledenja na delovnem mestu ali odkrivali svoje talente, organizirali pa bodo tudi več kot 50 dogodkov za starše. Starši so pomemben dejavnik oziroma tista pomembna oseba, na katere se lahko otroci obrnejo pri svojih odločitvah, pri izbiri svojega poklica in svoje nadaljnje poklicne poti. Seveda pa ni starš tisti, ki se mora odločiti na mesto otroka. Starš je tam zato, ob njem, da mu da na voljo čim več informacij in da ga spodbuja, da poišče sam sebe in svojo pot.
Generacija Z, torej mladi rojeni med letom 1997 in 2012, je tista, ki je vstopila in še vstopa na trg dela. Gre za generacijo, ki ima določene posebnosti, ki jih bodo morali delodajalci upoštevati. Jonathan Haidt v knjigi Tesnobna generacija prav s to besedo tesnobnost opiše generacijo in razloži, da so se v njej vzpenjali hitro nekateri trendi. Tesnobnost, depresije, samopoškodovanje, samomorilnost, nekateri res zaskrbljujoči trendi. In kot pravi, so pametni telefoni zaznamovali generacijo, ki je imela otroštvo utemeljeno ne na igri, temveč na zaslonih. No, sam ne mislim, da gre za slabo generacijo. Sam mislim, da dejansko odrašča krasna generacija, ki pa se ji moramo posvetiti na drugačen način kot prejšnjim generacijam. Ne moremo jih na enak način spodbujati, ne moremo jih na enak način zaposlovati in jim dajati enakih nalog kot prejšnjim generacijam. Tako da se je najprej treba z njimi začeti pogovarjati, jih bolje razumeti in kar res priporočam tudi starejšim generacijam je, da čim pogosteje tudi mi pogledamo stran od zaslona, pogledamo človeka ob sebi in se skušamo bolj povezati z njim. Tako da to je nekako bistvo. Mladi, ki odraščajo v času hitrih družbenih in tehnoloških premikov, od delodajalcev pričakujejo jasne vrednote, večjo prilagodljivost, smiselno delo in okolje, v katerem se lahko razvijajo. Kot poudarjajo antropologi, se bo moral prav delodajalec naučiti govoriti njihov jezik, ne pa obratno. In prav zato postajajo programi, kakršen je Karierni plac, ključni most med svetom mladih in svetom dela, ki jo bo treba povezati na novih sodobnejših temeljih. Javni zavod Krajinski park Strunjan je na kmetiji Džasi predstavil projekt Strunjanska artičoka, s katerim želi skupaj s partnerji ohraniti avtohtono sorto in jo ponovno uveljaviti v kmetijski pridelavi slovenske Istre. Marko Starman in Alenka Barucar-Bajter sta poudarila njen prehranski, kulturni in identitetni pomen, Franko Džasi pa je opozoril na potrebo po večjem zanimanju kmetov ter nerazumljivem pomanjkanju interesa za odkup pri agrariji. Skoraj 125.000 evrov vreden projekt, ki ga sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, vključuje inventarizacijo nasadov, genetske analize, vzpostavitev matičnega nasada, infotočke in promocijskega nasada, lokalni kmetje pa bodo obnavljali oziroma vzpostavljali nove površine. Predlagano je tudi preimenovanje praznika artičok v Dneve artičok. Na konferenci so predstavili še letošnjo obnovo pešpoti v Mesečev zaliv, enega najbolj obiskanih predelov parka, ki ga letno obišče približno 50.000 obiskovalcev. Zavod Suhi zid je brez uporabe mehanizacije zgradil 250 metrov dolgo kamnito pot s 174 stopnicami in v terenu vgradili okoli 40 ton lokalnega peščenjaka. Vrednost projekta znaša slabih 92.000 evrov. Obnova je del širših prizadevanj Krajinskega parka Strunjan za ohranjanje suhozidne kulturne krajine, kamor sodi tudi prenova poti na območju Belih skal. Vse izvedene posodobitve po besedah naravovarstvene sodelavke Nine Tomaž dokazujejo, da je mogoče uskladiti varstvo narave, kulturno dediščino in prijazno dostopnost za obiskovalce. Fakulteta za turizem se lahko doslej pohvali kot prva fakulteta na svetu z animacijsko luknjo za food golf, posebej zasnovano za igro Hole in One. Z novostjo želi študijski zavod na inovativen način povezati športne in turistične vsebine ter študentom in obiskovalcem ponuditi bolj dinamično izkustveno učenje. Projekt nastaja v sodelovanju s Food Golf zvezo Slovenije in njenim predsednikom Matijo Brodnjakom, ki si prizadeva za razvoj in večjo prepoznavnost food golfa pri nas. Food golf je šport, ki združuje elemente nogometa in food golfa. Igra se na golf igriščih ali posebej prilagojenih terenih, kjer igralci namesto palic in žogic uporabljajo nogometno žogo, cilj pa je z najmanjšim številom udarcev žogo spraviti v povečano golf luknjo.
Jutri se bo v Kopru začel bogat praznični program Fantazima, ki tudi letos obljublja raznolik nabor dejavnosti za vse generacije. Zaradi prireditve bodo veljale posebne prometne ureditve, zato organizatorji občane in obiskovalce prosijo za razumevanje in upoštevanje začasnih zapor. Pristaniška ulica bo v soboto med 16. uro in 3. uro zjutraj popolnoma zaprta za promet, enaka ureditev pa bo veljala tudi 31. decembra na Silvestrovo. Parkiranje na Ukmarjevem trgu bo onemogočeno do 15. januarja, saj bo tam urejeno glavno prizorišče drsališča in zabaviščnega parka. Stanovalci mestnega jedra bodo lahko v času popolnih zapor do svojih domov z avtomobilom dostopali do 16. ure. Organizatorji obiskovalcem Fantazime priporočajo trajnostne oblike prihoda, peš, z avtobusom ali s kurierco iz bližnjih parkirišč. Vozila je najbolje pustiti zunaj mestnega jedra ali v bližnjih garažnih hišah Belveder in Sonce. Slovenski biatlonec Lovro Planko je na 20-kilometrski preizkušnji v Ostersundu osvojil 21. mesto, obenem pa navdušil športno potezo, ki je hitro zaokrožila po svetu. Potem, ko je po nesreči stopil na palico Nemcu Filipu Nauratu, mu je po nekaj metrih odstopil svojo. Nemška ekipa je Planku kmalu priskrbela nadomestno palico, oba biatlonca pa sta si v cilju športno čestitala in izmenjala opremo. Find something so out of the ordinary. How are you laying me down to a dead and buried on the edge of your night, staying drunk on your vine. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found. Pozdravljeni v novi ediciji Kulturnega napovednika. Že na jutrišnji dan, soboto 6. decembra, se boste lahko ob 11. uri v Lutkarnici v Kopru ogledali lutkovno predstavo Pulcinella Ebe priznanega lutkarja Matija Solceta, nastale v produkciji Lutkarnice in Teatra Matita. Popoldne ob 17. uri pa bo na Titovem trgu v Kopru otvoritev cikla prazničnih dogodkov Fantazima, na katerem se bo zgodil tudi prižig prazničnih luči. Ob 19. uri pa v Rampinu v Kopru sledi nastop performativnega pevskega tria Ingver in Gverilke, tam bo predstavil avtorske in pa tudi preoblikovane ljudske pesmi. Ob 20. uri pa v gledališču Koper sledi gostovanje gledališke predstave iz Beograda, Privatno praznovanje, ta je nastala v režiji Vladimirja Aleksića. Prav tako ob 20. pa se bo v Kulturnem domu Izola pričel koncert akademskega pevca pop opere Gregorja Ravnika. 7. decembra ob 19:30 pa v dvorani svetega Frančiška Asiškega v Kopru sledi filmska projekcija filma Human Flowers of Flesh, nastalega pod taktirko Helene Whitman. 9. decembra ob 19:30 pa bo v auditoriju Portorož na sporedu večer italijanske komedije Zelig. Ta bo predstavila najboljše komike iz oddaj Zelig in Colorado. Na četrtkov večer, 11. decembra ob 17. uri pa bo v Centru mladih Koper potekala kreativna delavnica pisanja z kolektivom Pero srce. V večernih urah pa sledita še dva dogodka. V Koprski taverni bo namreč potekal praznični večer Primorskih novic s nastopi zasedb Cona 40, Tambora Tim in Pantaloons. Ob istem času pa se bo v Centru mladih Koper odvijala 77. edicija Obalnih rim z naslovom Ohoho. Tokrat bosta gosta večera nekdanji sodelavec avantgardnega kolektiva Oho Matjaž Hanček ter pesnik in filozof Miha Mavrič. To je z naše strani vse, hvala za ogled in lep pozdrav do prihodnjič. To je bilo za danes vse, hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.